Hellcat. Like a Hellcat. Dober dan, dragi folkloristi, njim seveda najprej en lep in prijazen pozdrav, zaradi njih smo danes namreč tukaj. Seveda lepo pozdravljeni tudi njihovi mentorji in učiteljice in kako pa dobrodošli vsi starši. Vi ste pa tisti, ki spodbujate otroke k temu, da so aktivni, da radi plešejo in tako tudi pomagate, da oni negujejo to ljudsko izročilo. Seveda pa bi rada pozdravila tudi ravnateljico, gostiteljico, ravnateljico te šole, gospo Ojco Kirniš. Zdaj seveda upam, da se dobro sliši. Jaz imam tukaj dobrega občutka. Predvsem bo dobro, če boste slišali vse, kar bom povedala v zvezi s skupinami, ki bodo nastopile. To so pomembni podatki. Pa vendar, takole na začetku naj povem, da pri izvedbi takšnega dogodka so izjemno pomembni tudi donatorji. In letos so to Avtojarc, Sintal, Florjančič, Uprint, Limbuš, Obrtna cena Tesno, Steklarstvo Kričkovič in Darni hotel Maribor. Je pa seveda veliko rok, ki morajo združiti svojo energijo, da lahko pripravijo takšno prireditev in seveda tole dvorano za nastop. In tukaj moram reči hvala lepa članom Rotary kluba Maribor Lent in pa podmladku Rotaryja. To so srednješolci, Interakt klub Maribor. Pa tudi zame morda en aplavz. Hvala in s tem ste mi pomagali, da sem lahko obrnila listek in da lahko naprej preberem tisto, kar vam želim na začetku še posredovati. Namreč v imenu Rotary kluba Maribor Lent bom tole povezovala Ida Baš in povem, da smo članice in člani ponosni na ta naš projekt Folkloro znova v osnovne šole. Preprosto uspelo nam je, to je že 6. festival, vsako leto otroci vedno znova radi pridejo in plešejo in veseli smo, da je tako. Seveda pa je nekdo moral biti pobudnik tega in to je bil tudi član Rotary kluba, sicer bivši ravnatelj te šole, gospod Rado Vutej. Rado, pa te prosim kar, če se mi priključiš. In ob ideji je seveda še kako pomembno tudi strokovno sodelovanje. Tukaj pa je pritegnil upokojeno zdaj že učiteljico, ki je napisala prvi priročnik za vodje otroških folklornih skupin. Je še vedno vodja in strokovna sodelavka srečanj otroških folkloristov. In svojo energijo deli med otroke in mentorje, jih uči in jih spodbuja. In že zdaj na začetku iskrena hvala ji za vse delo, ki ga opravlja. To je gospa Nežka Ljubej, pa jo vabim sem.
Ja, brez strokovne pomoči seveda takšne reči ne morejo iti naprej. Hvala lepa še enkrat. Rotarijci se trudimo uresničevati vse, kar je v naših srcih plemenitega, dobrega in lepega. In folklorni festivali so zagotovo plemeniti. Zakaj? Ker spodbujajo k ohranjanju folklornega izročila. In le tako bomo ohranili identiteto našega naroda na zemljevidu Evrope. Festivali so dobri, ker družijo mlade in mednje vnašajo vedrino. In so lepi, ker ponujajo užitek opisanosti oblačil in občudovanje spretnih nožic. Zato Rotary Klub Maribor Lent vsako leto eni osnovni šoli nameni sredstva za nakup 20 narodnih nož za predstavitev štajerskih plesov. Do zdaj smo to namenili 7 šolam. Sicer pa je klub financiral tudi izobraževanje mentorjev, novih mentorjev in je organizator teh festivalov. In zdaj samo še za uvod v plesne korake, da smo pozdravili bodoči predsednik Rotary Kluba Maribor Lent, gospod Borut Bizjak. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu oziroma v imenu našega odsotnega zdajšnjega predsednika. Lep pozdrav vam, ki ste v takem velikem številu prišli na ta dogodek in pa seveda danes bomo imeli kar 11 šol, ki bojo predstavili svoj program, svojo folkloro in vračamo se zopet nazaj k našim koreninam in spodbujamo kulturo, spodbujamo našo slovenstvo. Zato ne bom dolgi, želim vam res od dragi otroci, da se čim bolje odrežete vam, dragi starši, pa še enkrat najlepša hvala, da spodbujate to, da nam pomagate in da spodbujate naše otroke, bilo užitka v današnji prireditvi. Hvala lepa. Vaši otroci in seveda mentorji folklornih skupin namenjajo veliko svojega prostega časa vajam, učenjem in potem so seveda presrečni, ko lahko to pokažejo množici ljudi, tako kot je danes to tukaj. In zato bomo zelo veseli, če boste vsi ostali do konca. Tudi tisti starši, katerih otroci bodo na začetku nastopili. Glejte, otroci bodo po nastopu šli v ozadje, se preoblekli in prišli sem v dvorano in bodo tukaj sedeli in ostanimo torej skupaj in do zadnjega vsem zaploskajmo z užitkom. Pa se veste, tiste mobitele pa vtišnemo, ne? Na prvi spomladanski dan, ki je torej danes, se bomo naužili pesmi, plesa, vedrosti, igranja, skratka veselja in radosti. In začela bo Mavrica, folklorna skupina osnovne šole Rada Robiča Limbuč. Naj povem, da že 7. leto delujejo. V tem šolskem letu so začeli s podmladkom. Zdaj je v skupini 20 učencev od 4. do 6. razreda. S harmoniko jih spremlja Davorin Repolus in letošnja postavitev se imenuje Na paši. Pastirja tekmujeta, kateremu palica glasneje poči. Začneta se prepirati in pomirita ju pastirja, ki pritečeta na oder. Pridružijo se jim deklice, ki pojejo pesem Abraham ima 7 sinov. Predstavili se bodo s plesoma Rašpla in Ti si baba nora. Mavrica.
To je bila torej folklorna skupina Mavrica in seveda prijazno povabim mentorici, gospe Jasno Caf in Anito Ranc, se jim zahvalimo za vas trud. In naslednji bodo zaplesali Kamenčki, folklorna skupina osnovne šole Kamnica, že 6. leto so skupaj. 19 učencev od 1. do 3. razreda se bo predstavilo s pesmijo Marko skače. Zaplesali pa bodo ples Kovtrešiva. Gospa Metoda Rankovac jih bo spremljala s harmoniko. In Kamenčki so letos oblečeni v noše, ki jih je doniral Rotary klub Maribor Lent.
Hvala folklorni skupini osnovne šole Kamnica Kamenčki in mentoricama gospema Tatjani Abramenko in Metodi Rankovec. Povejte, če niso bili prisrčni, kaj vse skupine do zdaj. Še ni bi zaplesali, ne, če bi znali. Krila pa se imenuje folklorna skupina osnovne šole Angela Besednjaka. Tudi oni želijo ohraniti tradicijo ljudskih plesov, šik in navad na osnovni šoli. 29 učencev od 2. do 5. razreda sodeluje v odrski postavitvi Mlinarjeva hči. Gre za starejšo Mlinarjevo hčer, ki mora zaradi revščine v svet. Vse drugo bomo videli. S harmoniko jih spremlja Marjan Kresnik.
dobita in vsaka mentorica seveda dobi potrdila o udeležbi in cvet. Naslednje so spominčice. Mlajšo folklorno skupino osnovne šole Martina Konšaka sestavljajo učenci prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Letos sodelujejo šolsko gledališko skupino Mladi gledališčniki. Ustvarili so dramsko predstavo z ljudskimi pevsko-plesnimi vložki in del tega nam bodo predstavili danes. Nastop so poimenovali Odkot si kruhek? Hvala lepa. Folklorna skupina osnovne šole Martina Konšaka je bila to, mentorici pa gospe Petra Permozer in Lidija Klančič. In zdaj bodo nastopili Ludviki, to so člani folklorne skupine osnovne šole Ludvika Pliberška. V današnji sestavi delujejo od začetka letošnjega šolskega leta. Milanka Monda je bila nekoč tudi sama folkloristka, zato je svoje učence navdušila za folkloro. Njihov današnji nastop je prvi strokovni v družbi folklornih skupin. Igrali se bodo skrivalnice,
zaplesali šokiš. Pred 200 leti je bil to meščanski ples, od sredine 19. stoletja pa se je preselil na podeželje. In Siebenschritt ali zajčkov ples, ki je eden najbolj razširjenih ljudskih plesov v Sloveniji. Zapeli pa bodo slovenski ljudski Sem deklica mlada vesela ter Sem tankič zelenega Štajerja. Na diatonični harmoniki jih bo spremljal sošolec Anej Sodec. Odrsko postavitev pa so poimenovali Kje so pa kubeci?
Tako torej plešejo na osnovni šoli Ludvika Pribrška. Seveda sta mentorici gospe Miljanka Monda. Ja, samo ena je. To prav. Ne, dve sta gospe. Dve. Hvala lepa. Zdaj pa borci. Folklorna skupina osnovne šole Borci za severno mejo. Lahko folklorni krožek obiskujejo že od prvega razreda osnovne šole. Njihovi mentorici želita obujati in pa ustvarjati ljudsko izročilo in ga prenašati na mladi rod. Učenci spoznavajo pozabljene otroške igre, ki so večini zdajšnje generacije neznane. Ob njih spoznavajo ljudske izštevanke, zvadljivke in običaje. Danes bodo predstavili vlečenje vrvi, nekaj izštevank in ljudski ples Rašplo. Na harmoniki jih bo spremljal učenec Klemen Sonac.
so pa odplesali člani folklorne skupine osnovne šole Borci za severno mejo, mentorici pa sta gospa Marija Leben in gospa Katja Viltušnik. Otrok, starih od 6 do 12 let, pleše pod imenom Jabolko v folklorni skupini osnovne šole Selnica ob Dravi. 7. šolsko leto deluje skupina, 3. leto pa jo spremlja s diatonično harmoniko Andrej Hartmann, učenec 9. razreda, ter 1. leto učenec 4. razreda Rok Hagner. Prišli bodo z Ištevanko, mi se z vlakom peljemo. Deklica po končani Ištevanki zapiska in pove, da so prispeli v Koper. Zaplešajo ples ob Bistrem potoku. Po plesu nadaljujejo vožnjo vse do Ljubljane, kjer pa morajo čakati, zato se igrajo igro Tarče. Z Ištevanko An-Ban ištejejo prvo deklico, ki bo metala kamen. Po igri deklica zapiska odhod in se z Ištevanko odpeljejo proti Mariboru. Ko prispejo, zaplešejo Raško. Z odra pa se bodo znova odpeljali z vlakom.
osnovna šola Selnica ob Dravi. Lahko je Minka, ne? Niso iskali parkirnega prostora, ko so z vlakom prišli. Mi pa smo se nekako znašli. Mentoricam hvala, to sta gospa Andreja Robič in gospa Nataša Javornik. Zdaj gremo pa k naslednji skupini, ki že čaka, to je folklorna skupina Da se šuka. Na osnovni šoli Maksa Gorjave sodelujejo učenci od 2. do 6. razreda. Predstavili se bodo s pletom Pravlična trojka, sestavljen je iz pesmi Tritičice in 3 plesov, trojka, po zelenoj trati in točak. Pesem, ples in igra so tiste dobrine, ki nam napolnijo duha, nas sprostijo in zavedno ostanejo z nami. In da bo vtis še popolnejši, bo plesne korake podkrepil harmonikar Klemen Bojanovič.
Šuka, smo videli tam lep nastop z osnovne šole Maksa Gorjagasa. In mentorici gospa Marjanca Topolnik in gospa Lea Bračko. Z osnovne šole Prežihov Goranc pa se nam predstavlja kulturno društvo Prežihovci. Tokrat nas bosta razveseljevali dve skupini, mlajša in starejša. Ta šola ima že 38-letno tradicijo, kar govori seveda v prid pomembnemu poslanstvu na področju folklorne dejavnosti. So redni gostje festivala Folk Art, nastopajo na festivalih v tujini. So edina folklorna skupina v Sloveniji, ki predstavlja obdobje in življenje meščanskih otrok. Najprej nam bodo zaplesali mlajši, učenci od 1. do 3. razreda. Naslov njihovega spleta je Slepa miš. Igrali se bodo slepo miš in zaplesali rašplo in špicpolko.
spremlja odločenski sestav, violina Iza Waldhiter, klarinet Jana Waldhiter in diatonična harmonika Adej Fanedi. In medtem, ko se pripravlja na nastop starejša skupina, mentoricama se bomo zahvalili na koncu njihovega nastopa, bomo mi uživali v nastopu folklorne skupine osnovne šole Slava Klavora. V njej je letos 20 učenk in učencev prve triade, uživajo v obujanju kulturne dediščine naših babic in dedkov, ki so se igrali in peli seveda popolnoma drugače, kot to počnemo danes. Predstavili nam bodo postavitev, ki so jo imenovali Na šolskem dvorišču. Zaplesali bodo Zibenšrit in Raško.
skupini osnovne šole Slava Klavora, s harmoniko jih je spremljala gospa Terezija Iskra, na harmoniko je igral tudi Nik Meglič, ki je potem še v roke vzel piščal okarino. In mentorici sta gospa Špela Ulrich in gospa Sabina Gosnik. In zdaj še poslednja skupina na današnji prireditvi. Pozdravili bomo folkloriste od 4. do 9. razreda z osnovne šole Prežihov Goranc. Predstavili bodo spleh Pozdrav s plavarjem. Zaplesali bodo pastirico, košalinko in poskočno polko. Ter zaplesali pesem, kjer valovi Drave režjejo gore. In tudi tokrat jih bodo spremljali Iza Waldfurter z violino, Janka Waldfurter s klarinetom in Anej Fanedl z diatonično harmoniko. Tukaj postane
folklornima skupinama osnovne šole Preživkov Koranc in mentoricama gospema Amadej Žunko in Maji Vreča. Verjamem, da boste rekli, da ste preživeli prekrasen dan, pozno popoldne na prvi spomladanski dan v letu 2017 in upam, da so tudi kateri mali, ki so bili danes tukaj, dobili spodbudo, da bi tudi oni plesali. In hvala vam, ker ste bili takšno krasno občinstvo in verjemite, ljudsko izročilo je tista vsebina in oblika ljudskega življenja, ki jo je prav, da negujemo še naprej. Veseli smo, da smo bili letos skupaj, veselimo se znova druženja na 7. folklornem festivalu otroških skupin. Prijetni večer še naprej.